Jaz vedno se te hecam, pa rečem, da je hrbtenica tako elektromarica. Ne? Recimo pridejo taki, ko imajo, recimo najbolj nevarna je hernija, zaradi medvetenčne ploščice ali kila. Vsi terapeuti, pa vsi maseri govorijo, gospod, to bomo mi zrihtali, to, 10krat morate priti, veš, zakaj mu to reči. Zdaj, če imamo otrok 30 kg, to pomeni, da lahko je šolska torba težka 3 kg, ne pa 18 kg. Zdaj, Marč, če se ti je tole zgodilo, dobil si nek feeling v roke, zakaj pa ne bi to delal, nekaj moraš delati. Lej, takrat, ko sem delal te dobrodelne akcije, pa to še danes, po 26 letih, otroci bolani imajo pri meni vse garant. Jaz sem bila najhujša tam. Ti mene poznaš, ti veš, da je moje življenje rock'n'roll, zebancija. Jaz recimo sem se enkrat vzel enega trenerja osebnega. On je bil od mene mlajši 35 let. On je z mano delal, kot da grem na olimpijske igre. Meni je bilo najhujše recimo zaradi sina. Veš, kaj ga bom gledal, kaj bo odraščal, kaj bo... Jaz bi dal takmo zaporno kazen, brez možnosti pomilostitve. A veš, takrat, ko sem vid zgubil, nekaj dobiš v roke, le. A veš, slepi ljudje imajo nek čut, nek čut se jim... Ko veš, tako da smo na kavi, recimo, gremo v Karako na kavu, ti si pri meni, gremo... Ne? Recimo. Ne, veš, ker je pogovor je bolj sproščen. Pa tak... Se bo sproščen pogovor, se pa jaz nimam treme, le jaz sem... Imam pa različne ljudi, veš. To sem pa opazil, da imajo nekateri ful tremo. Ja, imajo ful tremo. Nekaterim niti sploh ni, da bi sploh postopili pred mikrofon, ne. A res? Ja, tako pač različno. Punca imajo manj problemov s tem, ne. Kaj pa vem, po mojem so imeli punce več. Punce so imeli več, kura. Pa so imeli več, kura. So me ful presenetile. A res? Ja, ne vem zakaj. Kako sem začel? Vse ti lahko povem. V osnovi, ne? Ja, v bistvu... Kje si sploh veselje dobo, no? To me recimo, to prvo to zanima. Veselje. Prvo kot prvo sploh nisem imel veselja. Ampak sem bil primoran to narediti. Ok. Res. Jaz sem delal srednjo šolo, strojno-tehnično sem končal. Ok. Čist kontra. Ampak sem celo srednjo šolo sem preplanko. Jaz nimam pojma o strojništvu. Da mi daš zdaj 2 matici, nimam pojma. Pa sem tehnik, le. Kaj, mislim, Pomogim. Zakaj? Zaradi tega, ker me je... Veš, kaj je bilo? Bil je problem, je bil ta... Včasih so delali fule reklame, veš, strojni tehniki, to bo te šefi, to bo te ono, to bo tretje, ne. Ko si končal srednjo tehnično šolo, si lahko šel delati na CNC Stružnico. Ne? Jaz sem po srednjo strojno mogel iti bolj kot ne zaradi svojega fotra. Bolj me je fotar prisilil moj, ker od fotra brat, to pomeni moj, ima tudi otroke, ne, in so to sestriče moje. In ta moj sestrič je šel na strojno tehnično šolo in strojno tehnična je bila jagoda na vrh smetane. Kaj ste imeli kako proizvodno doma? Nikoli. Fotor je delal v Aero, mama je delal v en klubu. Jaz jaz tim povedal, jaz sem hotel iti na kmetijsko šolo. Okay. Ker mi je moj pokojni dedi rekel, če boš tehnik kmetijski, boš zemljo pregledoval, vedno boš dal klobase. Jaz sem pa ful rad jedel, veš. In... Je v bistvu dober nauk, ne? Res. In pol je moj fotor rekel, ne, kmetovalec ne boš, vse veš, kak je bilo včasih, a ne, pač od njega brat ima sina, ko hodi tja, ti pa ne moš biti manj. Razumeš tisto razmišljanje, a ne. In veš, da sem se pol opisal, kam na strojno-tehnično šolo sem šel, preplanko celo šolo, res, nimam pojma. Nikoli nisem delal v tem fahu, nikoli. Potem pa, se veš, da imam sladkorno jaz, že 46 let. Potem pa leta 2000 vid zgubil zaradi sladkorne. Nisem imel pravega inzulina. In pol leta nisem videl nič. Videl sem samo obrise. Kako si bil pa star takrat? Takrat je računim. 26 let nazaj sem bil star kulk. 28 let sem bil star. In potem sem rekel... Dajmo se ostal tukaj, no? Kako si ti takrat to doživljal? Kako sem doživljal? Veš, mislim, to je tako, da bi bil brez... To je bilo, veš, kak je bilo, ti povem? Feskodone. Bil sem pred hišo, z sinom sem se špilo, pa sem v avto se tako sklonil dole z glavo, da sem žogo vzel iz prtljažnika. In ko sem glavo gor dvignil, sem imel na očkah, na obeh očeh, tako ona atomska bomba, veš, ona goba, ko se naredi, na obeh očeh. Prvo se je začelo tako, da sem videl neko mušico skozi.
A veš, ko pol z rokami mahaš, pa... Ti smo mogoče tako floater, ko je tak? No vem, mušica, v glavnem, skozi me je nekaj pri okah bilo in to so žilice pokale. A veš, tako črno se ti naredi noter, zase steklovino, ne? In lega sem to naredil in to ni mi zginalo, veš, ponovadi se absorbira, to ta kri pa to mene je ostala. In sem imel vid, veš, kako sem imel vid, tako bi po zimi, ko je zarosena šipa ali pa zmrzena šipa. Svetlobo sem videl, nisem pa ločil obrazov. A veš, in pol ti iščeš, z očmi iščeš, a veš, tak sem zgledal, kot da nisem, a veš, sediš kaj, kot da sem diht, ker tvoj glas ne si skozi očmi. In pol skozi levo pa desno skačejo oči, a ne. Ti si je bilo kar, čeprav ti mi tako povedal, pa nisem imel nekaj v paniki. A veš, sem tako, no, vse veš, da se rad zabavam, pa to sem pač rekel, le, kurva, vsaka mi bo lepa, a ne. Je me v mater, sem rekel, pa šla to več, a ne. Važno mi je bilo, da je topla, a ne. No, pa sem pa šel na eno kontrolo, pa me je vzel eden, res je specialist bil Dovšak, vse je že pokojni, a ne. Pa me je takoj v bolnico vzel, pa sem bil kar operiran, na obeh očeh so mi na teti ven vzeli, oči odrežejo steklovino stran, pa pol z plinom ali pa silikonom mrežnico. Odstopne mrežnice je to bil, retinopatija se temu reče, ko ti mrežnica odstopi, ti slike zmanjka. Čisto po domače povedano, ne? Ampak to v bistvu zaradi pomankanja? Zaradi sladkorne. Ampak zaradi pomankanja inzulina? Sladkor. Nihanje, visok, nizek. A veš, sladkorna je pač taka bolezen, da nič ne boli. Dela pa svinjarijo v telesu. Pa imel sem sladkor, tako veš, inzulin sem imel sam eden in ko se ti naješ, je rabo, ne vem, 2 ure, da je prišel v kri, pa to ne, in v tistem času je sladkor narastel, ker vse karkoli sladkorni bolnik pojele, če trebušna slinavka ne dela, moraš dati inzulin, ker inzulin je pa hormon, ko uravnava krvni sladkor. In če ti pač kar proizvaja ta hormon, ne? Če ti z organa nimaš, če je mrtev, ti ne proizvaja nič. Ne? In pol moraš pač z injekcijami si to, se zdaj je že davč šlo to naprej, le imajo črpalke, pa tam jaz nočem tega imeti, jaz rajš imam ono klasično, si dam inzulin, imam lep sladkor. Pa bi si se naučil, ne pa navado. Pa navado sem se, jaz sem včasih tim povedal, enih 35 let, če ne več, sem si delal vse po občutku zdaj. Pa sem imel tako občutek, vedel sem točno, kdaj je visok sladkor, kdaj je nizek sladkor. A veš, nikoli življenju nisem bil v komi, da bi padel v teto diabetično komo, ko padeš nezavest, pa moč pol glukozo v mišico dobivati nikoli. Vedno sem, pa mi zdravniki niso verjeli, pa so mi delali teste, koliko imaš sladkor, pa sem rekel, ne vem, 5,2, pa sem ga imel 5,6. A veš, imam neko srečo, to nek občutek imam, ne? No, in pol... Pa si to v bistvu bolj to razvil, recimo vsep noter, da si znal poslušati svoje telo? Ali... Kaj pa, vse tako da najbolj razviješ, da poslušaš če telo, vse tudi zdaj, če se mi lušta nekaj sladkega, pač nekaj sladkega pojeda, pa si malo več inzulina dal, ne? Ampak sem bil toliko, veš, da sem testiral sebe, ne? Jaz sem, ne vem, zmeril sem si sladkor, pa sem ga imel recimo 6, pa sem pol nekaj pojedel, pa sem pustil, si nisem dal inzulina, da sem čez 2 ure videl, koliko mi ta hrana dvigne. A veš, in sem si zapisal. Se veš, ti pač ješ, vse ne ješ vsak dan neke nove stvari, imaš nek urnik, ne. Ti pač rečeš, lej, dan se mi ljušta, ne vem, piščanc, pa krompir. Aha, toliko mi je dvignalo, toliko enot inzulina si moram dati, da bo, a veš, sladkorna ni tak bav. Moraš pa čuvati moraš, no, da ne grešiš toliko velika, veš, da se poznaš sebe, dobro, tu če grešiš, če si daš ti inzulina, ne, sam da nimaš nihanj prevelikih, ne, da ti ne skače, ne vem, iz 5 na 20 ali pa, veš, jaz, ko sem sladkorno faso, to sem bil, 8 let sem bil star, to meni 2. razred sem bil, ne, žuk sem imel sladkorja, ko sem na bolnico pripeljali, 44,4, bil v nezavesti, to je kri marmelada.
ker se tako zgosti zaradi tega cukra. Ne. Ko smo pa pikati začeli, mama me je začela pikati. In to je to, danes sem še pa tu. Ampak v bistvu takrat, rekel si, 28 let si bil star približno, ko se ti je to zgodilo. Zaradi oči. Ja, ampak te recimo že takrat zanimalo to področje, ko ga imaš zdaj, kar se masaž tiče? Ni me zanimalo. Imel sem prijatelja, ko živi zdaj v Ameriki. Aha. On je hodil mene domov masirati. In pol sem enkrat rekel, Marč, če se ti je tole zgodilo, dobil si nek feeling v roke, zakaj pa ne bi to delal, nekaj moraš delati. Jaz nisem človek, da sem zdaj sam sebi smil, pa doma sedel, jak sem bogi, pa veš. Sem pa rekel, da grem prekvalifikacijo narediti, pa grem za maserja, veš, ker sem pa tem povedal, sem pa gledal glih, en mesec preden se mi je to naredilo, en film v slepem maserju. Ne vem, kako se filmu reče, ampak je bil tak film, ko je bil slep, pa so našli neko zdravilo, pa je, mislim, da za 1 ali 2 meseca je videl pol. Ker on je vedel, recimo, ker on je bil od rojstva slepa, ne? On je vedel, kako zgleda jabka v živo. Koliko zgleda, ne vem. Takrat, če ni bilo mobitelov. Pač ni imel občutka, ko mu je pokazala, recimo, partnerca eno stvar, a veš, kaj je to? Je rekel, ne vem, kaj je to. Pa je bil, recimo, svinčnik. A ne? In ti sem se pospomnil na ta film, pa sem rekel, nekaj moraš delati, družino imaš, otroke imaš. Pa sem šel prekvalifikacijo narediti na srednjo zdravstveno šolo, sem delal izpite, vse sem naredil. Pa jaz sem se zaljubil v to delo. Pa si videl, da je mogoče to malo spodbudil, ko si dansko... Spodbudilo me je verjetno to, ko nisem videl, ne? Ker kaj lahko delaš človek, če... Zanimiva zgodba. Zanimiva zgodba je tudi ta, veš, ko sem jaz, preden se mi je to naredilo, sem jaz imel obrt, sem se ukvarjal z marketingom. Moj bratranec je imel ful veliko agencijo, to reklamno, veš, ti nabiralnike, ko dobiš ti vse reklame. To smo vse mi raznašali. Mi smo študente, pa so to raznašali, ne? Pol je vse skupaj propadlo. Jaz sem pozabil, kaj sem ti hotel reči. Obrt pa povezan z... No, v drugih vodah sem bil, ne? Ja. Tam nekaj druga sem ti hotel povedati, pa sem pozabil, nekaj ful zanimivega. Se bo prišel. Da sem spomnil, kaj sem ti hotel reči. V glavnem, naredil sem to, sem se to zaljubil. Tudi, ko smo v šolo pol hodili v Dobrno, ko je bila praksa, pa to, jaz pa in moj prijatelj iz Domžal, mi sem bila najhujša tam. Ti mene poznaš, ti veš, da je moje življenje rock'n'roll, zebancija, to je moje življenje, ne. In tudi tam na tečaju, ko sem bil, jaz sem edini, ko sem bil ocenjen za oceno 4. Vsi so imeli 5, ne. Kar se tiče masaž pa tega, ne. Jaz sem, veš, tam je recimo tečaj potekal tak, ko so se ene tehnike učil, recimo, ko je bila tehnika glajenja, ne, smo se učili glajenja celega telesa. In zdaj rečem, je bil en model, nas je bilo 5 na enem modelu, ne. Veš, vse, ko sem jaz ležal, meni pasalo, sem imel 5 punc, me je 5 punc masiralo, ne, kot Cezar sem bil, ne. Ampak jaz sem si cel tečaj snemal na kamero. In ko sem prišel domov, sem vadil. In to onim učiteljcem, ko so nas tam imeli, ne, in pač to ni bilo všeč, da si en pač snema tam. Ampak jaz sem si vse posnel. Zakaj pa recimo jim ne bi bilo všeč? Ja, ne vem. Vse veš, da so ljudje so eni taki, ne vem. Mislim, se to je dobro za tebe, ne? Za mene je za ponavljati, veš, ker ne moreš se ti toliko naučiti, 5 nas je, 2 ure imaš časa, pa za vsako tehniko se moraš menjati, pa. A veš, tu je mal, recimo tudi jaz učim, jaz nekaj že naučil ogromno, ne, ampak jaz jih naučim res kar rabijo v življenju, ne neki, kar je po katalogih, vse veš, kak je to narediti. Pol stvari je takih, ko jih ne rabiš, recimo, ker pač mora nekaj biti zraven. Jaz pa učim tiste stvari, ko delujejo na ljudeh. Veš, kaj ti hočem povedati, ne? No in edino jaz pa Roman smo nekaj iz sebe naredila, ne? To se je pa začelo, od začetka jaz nisem imel bogatih staršev, pa nič, ko sem se začel s tem ukvarjati, ne? Po mi je pa ena ideja padla v glavo, sem rekel, Marč, daj narediti eno dobrodelno akcijo. In sem zorganiziral s temi svojimi sošolci,
ko sem jih imel na šoli, ko smo delali pač ta tečaj za maserja, sem naredil v Velenju brezplačne masaže. Z prostovoljnimi prispevki, ampak vse, kar smo naredili, naredili smo eno škatlico, pa so ljudje pol noter metali, Pa sem res imel, takrat smo imeli tak lep odziv, in pa so se ljudje navadili, so videli, da fajn delamo, in pa so se naročevali. Koliko vas je pa bilo? Mislim, da nas je takrat delalo enih 7. Okay. Enih 7 nas je bilo, in to sem jaz pol tradicionalno naredil vsako leto to za otroke, veš. Pa sem imel glasbene goste, jaz sem včasih ful pomagal Alešu Oranjiku, veš kjer je Aleš Oranjik? Yeah. Agencija Oran, menedžerstvo, in jaz sem ful delal z bendi, Pač bil sem njegova desna roka, organizacija, backstage, kdaj nastopajo, denar, ko se je pobral, jaz sem jih pol plačal, imel sem borbe tam, vse veš, z organizatorji, oni ko delajo koncerte, čakajo, jaz jih nisem pustil, dokaj nisem jaz imel tisto, kar je bilo zmenjeno. Tak sem bil, kar se tega tiče, dosleden. Pa je rekel, nikoli nam pozabil Zeleni Gajal, kaj je dol tam Nova Gorica, pa tam je krasno nabijan za koncerte. In je bila Tinkara Kovač, pa ne vem še eni. In oni so tam prav tako, kot da nas hočejo izigrati, veš. Vi naredite koncert, veš, ljudje se, zatim še to nekaj, vse to je izven mojega posla v to. Ljudje si ne predstavljajo, recimo, ko delajo koncerte, ti si tudi v teh vodah, koliko to stane? Veš, takrat, ko ti kak koncert organiziraš, imaš milijon prijateljev. Veš, vidite 2krat na leto, pa ko imaš neko prireditev, te kličejo, da mi zvišaš kako karto. Poznam enih par organizatorjev, ko si dobesedno izklopijo telefon ali pa zamenjajo telefonsko številko za tisto obdobje. Ker ti imaš od oder, varnostne službe, pol more biti zdravstveno osebje. Koliko je to enih strojov, ljudje se tega ne zavedajo. Pa glih prijatelji, ko so, oni bi ti mogli največ pomagati, pa reči, dam ti več za karte. Jaz recimo, ko sem pol nehal, pač ko sem začel s tem svojim poslom, z masažami pa to, pa bi lahko Aleša poklical, pa te tako, da prijem na koncert. Pa nikoli življenja nisem klical. Sem rekel, jaz kupim karto, ti mi zrihti VIP, jaz bom kupil, drugače ne grem. A veš, to sem glih zadnjič enega imel tako oddajo, ko je govoril, glih prijatelja moš pomagati. A veš, imaš ti frizerski salon. Kaj bom zdaj tebe cinko, če si moj prijatelj? A šel bom te enemu frizerju, ko ga ne poznam, pa bom denar dal. Ti smo moj prijatelj, na mi, da ti pomagam, da, a veš... Se tega zavedanja, se mi zdi, da tule pri nas v Sloveniji dosti manj, ko pa... Pa ni, veš, kak bi pri nas v Sloveniji smo tako naredili, vsi bi vse za stojno imeli, vse kam iže, pa mojima posla drugače. Tisti, ko imajo veliko, oni bi vse kar neke popuste, pa jasno nadeti. Za mene si isto, ko drug človek, ko dela v Gorenju za trakom, jaz bom naredil enako, oba dva. Mogoče bom tebi, ko imaš več, še bolj te bom. Ne. Veš, kaj ti hočem povedati, ne? Ne more tek biti, ne? Pa to ti moram tudi povedati, ne? Takrat, ko sem delal te dobrodelne akcije, pa to še danes, po 26 letih, otroci bolani imajo pri meni vse gratis. Vse terapije, vse, kar delamo, že 26 let, ne? Ja, se v bistvu to tako... Mislim, to so take geste, ki se v bistvu pol naredijo človeka, ne? Ja, veš, jaz sem šel na stara šola, jaz nisem, vse sam veš, danes vsi gledajo denar, pol prijateljstvo, kaj je prijateljstvo, gledajo čez denar, kako korist bo imel tebe, veš, ki te bo, mi smo res uniši, veš, Titovi pioniri, ko še imamo neki da moš biti človeka, ne? Tu tako, ko nima, lahko pride k meni, mu bom pomagal. Ker ni nič manj vredno za to, ko pač moje življenje je tako preneslo, da pač si ne more tega privoščiti. Ja, ko si recimo te dobrodelne delo, si v bistvu že takrat že fejš štartov v to, da si začel razvijati svoje... Ja, jaz sem se odločil, jaz sem se zaljubil v ta poklic. Jaz sem se zaljubil. Istočasno je to bilo verjetno, ne? Istočasno, ko sem jaz to začel delati, a veš, takrat, ko sem vid zgubil, nekaj dobiš v roke, a veš, slepi ljudje, imajo nek čut, nek čut se jim... Ja, veš, in točno jaz, recimo, ko delam masaže, pa prav čutim jaz isto globino, meni ne rabiš ti, recimo, pri meni je vsaka masaža drugačna.
vsako telo rabi drugače. In meni roke same peljejo, kadar delam masažo. Ne? Tako da, ful je to zanimivo. Veš, ko recimo tisko tega ne doživi, rečeš, je občutek. Recimo pri meni jaz imel muco, ona je že imela tak občutek, takrat, ko nisem videl, ko sem se stavil, jaz bežala, ne? Ker sem njih 3 širkat po hodu. A ne? Tako je, da je, no, le, veš, hvala Bogu, da se mi je to porihtalo, le, to me je ena... Se v bistvu, kak se pa, spravi po operaciji si imel takoj v bistvu, si šel po nazaj? Po operaciji so mi, ko ti to zavarijo nazaj, ali silikonom ali s plinom, ti dajo od zadja, veš, da drži, ker mrežnica je del možganov, ne? In pol je pa trajalo, tako ti povedem, en par mesecev je tak, vidiš dvojno, recimo, ne bom pozabil, bilo je glih Božič, pa to pa je bila novojetna jelka, ne? In tiste lučke, ko gre na jelke, sem jih videl dvojno. Dvojni vid imaš. Sej, recimo, ko sem zaslužil denar, mi je bilo fajn, ko sem dvojno videl, ne? Ko bi še nuni na drugi strani videl, ali? Kaj? A veš pa, ko sem gledal, kjer v prsu, sem mislil, da ima 4, ne bi še meni prijatelj oziroma poklicati. Tako da, kura je pa, ni pa, a veš, hodiče, če ti vidiš, pa pol ne vidiš, ne? Po moje je lažje, če ti ne vidiš, mislim lažje, ne? To je zdaj tako grozno, ne? Vsak mu je sprošen, da je zdrav, ne? Ampak veš, če ti ne poznaš drugega sveta okoli sebe, veš, to navadiš, ne? Je drugačko, pa če ti prej vidiš, pa vse veš, kaj je, pa ne vidiš. Ne? Meni je bilo najhujše, recimo, zaradi sina. Ne? Veš, kaj ga bom gledal, kak bo odraščal, kak bo... Tisti je bolj tak. Za mene je tak. Ja, sej. Ampak izgleda se ti je v bistvu to relativno hitro vse skupaj nazaj postavljeno. Ful hitro. Pa zdaj, ko hodim na kontrole, mi zdravnica ta reče, ona je res Globočnikova, ona je rekla, da sem jaz nek čudež. A veš, jaz računi, da je to že 16 let od operacije, pa da imam skoraj 100% vid. Iz nule. Veš kaj je to? Da kljub moje sladkorni bolezni, da je očesno odzadje vse topa. Ne? Čemu pripisuješ to? Kaj misliš, da je to? Veš kaj, jaz sem... Sam sreča ali kaj drugega? Veš kaj ti povedal, način življenja tudi. Jaz sem tak flegma. Jaz se ne obremenujem z nekimi stvarmi, a veš, ker če ti nekaj slabega študiral, boš to povlekel na sebe. Veš, to je recimo psiha. Psiha je... Le, če se ti je nekaj zgodilo, se ti je zgodilo z namenom. Je tako, zdaj, če boš to isto, poglejmo recimo zoba bola, ne? Ko te zob začne boleti, najhujše se veš, zvečer, ko greš spat, ne? Pa rečeš, ja, sam da preživim to noč, ješ tablete, šnop si gordevaš, ne vem kaj vse. Zdaj, greš do neko pred ordinacijo, te neha boleti zob. Pol študiraš, a bi šel, a se ti je naredilo, kdaj je to? Ja. In točno, ko priješ do zob zdravnika, ko zavohaš, veš, v tisti ordinaciji, fertik, mene ne boli več zob. Psiha je to in mogoče imam tudi srečo, no? Ali pa imamo svojega dedija, genija. Moj dedi je bil korenina, 94 let je bil star, ko je umrl, le ne venih kapi, zdrav, kadil, kotur, pil, masno hrano jedel, mogoče imam njegove genije. Pa tudi drug dedi pa babica, vsi so bili čez 90 stari, ko so. Pa tudi moji starši se v redu držijo. Tako da. Ja, se ker način življenja je daskrat pravijo, da ignorance is bliss, ne? Ja, veš kaj, recimo, sem pa ful discipliniran recimo pri hrani, pa to sem pa recimo ne jem krompirja, ne jem kruha, ne jem testenin, recimo za sladkornega bolnika ti pojedo riž, testenine, to je smrt, to sladkor dvigne. Jaz vem, ko sem včasih šel se to bo slaba reklama za kitajsko restauracijo, recimo, ampak za sladkornega bolnika. Cel teden sem se boril s cukrom, nisem ga mogel zbiti. Tako da, večinoma jem belo meso, pusto, ne sme biti masno, nič žilic pa tega, piščančja prsa, porani zrezki, solato pojem vsak dan, ziher, če ne celo zeljnato glavo. Zelje imam rad pa, dobro, pregrešim se, sladko imam rad, tu ne moram si pomagati,
v mejah normale, pa recimo ne pijem alkohola, tu pa tam, kdaj mogoče, ko ima sin rojsten dan ali pa punco, kdaj zvečer si naredima kak viski z zero, Coca-Colo, Drugače pa kar zdravo živim, no. Prehrana je ključ. Prehrana je veliko, no. Pri sladkornem bolniku, recimo, če jaz jem, primer ti povedal, piščančja prsa pa ledenko solato, si ne rabim inzulina dati. Ker ne dvigne nič sladkorja. Če pa recimo pojem kremšnito, si moram dati pa 10 enot. Ker recimo ena kremšnita za recimo 15 molov dvigne, če ga imam 5, pa če pojem kremšnito, pa da si nam dam inzulina, bom imel ga pol 20. Tako imam, veš, tu sem si, tisko sem te prepravil, testiral sebe, pa sem si vse zračunal, če mi spil kavo z mlekom, ali pa kapučino, si moram dati enoto pa pol. Ker mi bo za 2 do 2,5 mola mi bo dvignalo kava z mlekom, recimo. Če pijem kavo brez mleka, si ne rabiš dati inzulina, ker ti ne dvigne, Pa gaziranih pijač, pa tega tudi ne pijem, Tako da, če me vidiš, 54 let, 46 let sladkorne, pa če se obrijem, šolski avtobus stoji pred blokom. Ja. Ker veš, ko gledam takle tudi, a veš, ko imaš kako srečanje iz osnovne šole, ko gledam svoje vrstnike, jaz mislim, da nisem moral prišel. Res. Tako pa, moje življenje je hecno, moje življenje. V bistvu flegma, tako si rekel. Flegma, jaz sem čist flegma, Pa se mi zdi, da moraš biti v življenju tudi ful srečen, se pravi, tudi to, kar v življenju počneš. Jaz sem ful srečen v življenju. Ja. Jaz sem ful srečen v življenju, najbolj važno mi je, da so otroci zdravi mi, da so na dobri poti, naučil sem ta starejšega, naučil delati, drugomu nisem mogel dati, dobro. Pač naredil sem mu, da je imel otroštvo, veš, da je lepo, pa naučil sem ga, da zna kaj narediti, Naučil sem ga tudi lepega obnašanja, da je gentleman, da zna pozdraviti, meni je to ful pomembno, recimo, ko srečaš človeka, da znaš reči dober dan, dobro jutro, ali karkoli je, Drugače pa nisem nikoli, tudi recimo, ko je šel v srednjo šolo, jaz mu razložil, da uči se on za sebe, ne za mene. Če bo cepno, zaradi tega ga ne bo neben tepo, pa ne vem kaj, da se uči za sebe. To je to. Pa bom se zdaj sekiral za njega. Kdaj si mu že to rekel? Takoj, ko je šel v srednjo šolo. Ja. Takoj, ko je šel v srednjo šolo. Tako da, super. Tako mora biti, veš, ker eni starši tudi pri, recimo, vzgoji otrok, preveč so strogi, ukradejo jim otroštvo. Jaz gledam zdaj, recimo, hčirkica, ko mi hodi v drugi razred. To je grozno. Zakaj? Zato, kaj oni zahtevajo od njih, koliko predmetov, pa še kar jim dodajo. Recimo, glih zadnjič povedal, sem bil v šoli, pač, a veš, jaz se ukvarjam z masažami, terapijami, zdrava hrbtenica, pa to, Šolska torba. Jaz sem jo komi dvignil. V drugem razredu pa ima uno torbo, ko raste z njo, ko je za hrbtenico dobra. Meni ni jasno, da sem pol razredničarki napisal, da ji pač jaz ne dovolim, da ji bom jaz nosil torbo v šolo, pa je šole. Veš, ker ti zdaj pač ne pustijo več, da greš v šolo noter, pa da tukaj lahko naprej ne moš. Jaz si ne pustim. Zobiš, ker šolska torba je lahko težka 10% otrokove telesne teže. Zdaj, če ima moj otrok 30 kg, to pomeni, da lahko je šolska torba težka 3 kg. Ne pa 18 kg. Dobro, se imajo tudi bedarije, ko jih sami nosijo v šolo, pa to, Jaz smo bolj s profesorco, z učiteljico njihovo pogledala in sem rekel, da jaz ne pustim tega. Premaj se starši bunijo, kar se tega tiče. Pa tudi to naše ministrstvo za šolstvo bi lahko malo vedelo, da ne morejo otroci, ne moreš. To so pa skolioze, pa kifoze zaradi hrbtenic, ker hrbtenica se do 18 leta razvija. Če se krivo zaraste, zaradi teh šolskih, veš, kako se držiš, če imaš šolsko torbo. Naprej, je tako. In se ti hrbtenica, kaj, če ti to vsak dan, se ti krivi hrbtenica. Tu sem kar, tu bi veliko kaj spremenil, kar se tiče... Se kaj pa bi predlagal, recimo? Kaj bi jim predlagal? Da zvezke puščajo v šoli. So imajo svoje razrede. V osnovni šoli se ne menjajo, veš, prvih 5 let imajo isto učilnico za vse predmete. Pač
puščajo tam, kar je nujno, se nese domov. In to je to. Sem domačih nalog je velik, ne? Ja, je velik nalog. No, se pa to ti pravim, da jim uničujejo otroštvo. No, in da bi dali. Zdaj imajo en jezik, tu jezik, zdaj bi še drug jezik pri 7 letih. Mi smo ga dobili, koliko smo bili stari? 5 razred si šel. 11-12 let smo bili stari, ko smo se začeli. Preveč zahtevajo, nimajo otroštva. Res. To je grozno. Se tu če svet danes pogledamo, kom gre. Ja, je kar divje. Računalniki, vsi so zviti. Zadnjič sem gledal eno oddajo na norveškem, ali ki imajo srednjim šolcem, so dali uro. Veš, kakva je stenska ura? Brez številk. Niso vedeli, koliko je ura. Ker ni bilo številk napisano 12, 1, 2, 3. Brez številk niso vedeli. In to drugi letniki. So jih sprašvali, niso vedeli. No, a ti misliš, da ko bo čez recimo, dobro, da smo šla še malo v drugo smer, ampak to je zdrave psiha, je tak? Jaz mislim, da je zdrave čisto vse. Ja, recimo, a mi že bojo znali čez 5 let pisati s školnim maturac? Če vse na računalnik, na tablicah. Sem tipka. A mi že zna zdaj kdo napisati ljubezensko pismo punci. A znajo se slaviti ali pa, ne vem, pišem pismo, ne vem, prijatelju v drugo državo. Jaz moram priznati, da recimo jaz veliko delam z računalnikom, pa moram povedati, da zelo redko kaj napišem. Tudi si na taki poti, vidiš? Mislim, ja, ne. A veš, vse ne rabiš, ne. V bistvu imam tam cel kup kulijev, ne. Ampak ne uporabljam pa jih veliko, ne. Ker tudi novce pa vse stvari si, ker v bistvu noter pišem, ne. Vem. Zdaj še bo isto, ko ChatGPT pride, ne, to dansko še to ne bo še večera, bo še tipkat, ne. To vse ponumna ljudi, veš, dragi moj, to veš ti, da je to vse dela, da ne bojo več svojimi glavami znali študirati, da... Ja, mislim, verjetno boš zapolnil možgane na drugačen način, vse jih boš še zmerom uporabljal. Bojo ti delali možgani, ampak ne boš pa znal, ne vem več, šraufa za šraufat, ker bo šel ChatGPT vprašati, kak se šrauf za šraufa, nariš mi. Ne boš znal logike, logike bo zmanjkalo, no? Ja, to se pa zna zgoditi. A veš, pa ročnik spretnosti. To se pa zna zgoditi, ja. Ja, mislim, dobro, jaz imam srečo, ko imam tak poklic, ko robot ne bo nikoli mogel dati takega dotika, ko ga da, a veš, jaz vedno pravim, za primer naj vzamejo recimo ko otrok joka, ne? Ko ga mama vzame v roke ali pa ata, nehaj jokati, ker čuti tiste toplino. A veš, ker je telesni kontakt, temperatura telesa, tega ti pa nobeno mašino, če bojo naredili za masirati, pa... Ja, so določeni poklici, ko bo v bistvu imeli še večjo dodano vrednost, ne? In ta človeški stik pa ta družbena sfera bo imela ful veliko vrednost, ne? Ker bo vedno večja potreba po temu, ne? Ker ljudje si bo tudi to želeli, ne? In, zdaj sam jaz govorim, ti si kar bolj ti. Ne, mislim, vse to gremo s pogovorom, ne? Ja. Ne, se to me zanima. Dobro, zdaj se bom vrnala, malo tja, kak sem začel, ne? Ne, ampak to me še zanima, ko smo tudi v bistvu otroke omenjala, ne, pa zdravje, pa hrbtenice, pa tako naprej, ne. A še recimo, so še kakšne stvari, ko jih recimo opažaš, pa recimo, ko so pomembne... Pri otrocih. Ja, kako predvsem v tem delu. Veš, kakaj je tudi veliko delam jaz športniki tudi, z malimi otroci, ko so po klubih, pa imajo težave, pa to, ne. Tempo teh treningov, pa to, ko imajo, je prehud. Jaz velikrat staršim reče, ja veš, problem so in starši in trenerji, ker vsi od svojih otrok pričakujejo, da bo, ne vem, neki svetovni prvaki, pa, a veš, niso vsi za vse. In mlado telo, ko se razvija, rabi tudi počitek. Ker se veš, mišice, pa te stvari se regenerirajo, ko telo počiva. Tu imajo pa prenaporno, prenatrpano imajo vse. To je, recimo v kakšni sferi se pravi preveč pogosto treninge? Prenaporni treningi, premalo je segrevanja, premalo je raztezanja na koncu. A veš, dobro, mi smo bila tudi otroka, pa se veš, kaj je bilo najboljše, ko ti je učitelj vrgel žogo, pa brci. Ampak prej moraš malo, veš ti si mogoče malo mlajši od mene. Včasih je bilo pa prav ko smo imeli v šoli recimo telovadbo, a veš, izmerom učitelj pršo smo mogli, saj smo bili jezni na njega.
Ker smo mogli, 3 kroge okrog telovadnice leteti, pa pol Za smo imeli ogrevanje, une ne? vajčke, vaje so bile, ko je imel trefalt, če se spomniš ti, mi to trefalt, trimčkove vaje so bile, da smo mogli se razgibati, roke, sklepe, počepe delati. Tega danes ni. Danes je kar, recimo, ogromno imam teh mladih fuzbalerjev, pa to imajo vsi že gležne, uničene kolena, pa to so otroci, ko so stari, ne vem, 11-12 let, pa to so treningi na polno. Veš kaj je to čez 15, to je vse uničeno. Recimo, da jim tudi povejo, ti fitness trenerji, pa maratonci, ko grejo laufati. To ima vse uničene kolena. Sklepe, fitness trenerji zdravo živijo. Se zdravo živijo. Ampak on recimo je v fitnessu cel dan. Mi že je to dobro za telo. To je pretiravanje, preforsiranje. In nek se bolj pozna obrabe. Se v bistvu to njegova služba. Isto maratonci, ko je zdaj tak trend, ko hodijo na te maratone, ne vem, 25, 50, 40 km koliko je. To lahko grem tako, ko se dolgo ukvarja športom, ko zna, recimo, ne pa zdaj, ko je to modna muha, zdaj bi še nikoli ne laufa, pa zdaj, da bojo prijatelji, pa prijateljice rekle, sem šel na maraton. Dobil netja, vezi, razumeš, pokostnice se vnamejo, ima pojo same probleme. Moja sestra je začela teči. Za tak maraton pa to je treba postopoma, se moraš to pripravljati. Ne moraš ti, ker zdaj sem 20 let v naslovnjaču sedel, zdaj bom pa 40 km šel prelaufati, zato da bom se slikal pa dal na Facebook. Wow. Misliš, da je to dejansko to, ker je preveč, prvič za profesionalni šport so ful visoke norme, da dejansko priješ sploh noter, ne? Potem pa za rekreativno uporabo ali pa recimo za rekreativno vadbo ali pa nekaj tazga, tako si rekel recimo maratoni ali pa recimo te rekreacije ali pa take stvari, ne? So pa preveč tudi pretiravanja ali... Preveč pretiravanja. A veš, profesionalni športniki pa so, oni imajo to programe take narete, ko jih navadna smrtnik nima. A veš, recimo tudi teti, jaz sem delal ful so hodili k meni teti, ko so res v svetu top, od reprezentantov, ko so lav tekali, pol recimo nekaj časa sem delal z Mazajevo Tino, je bila tudi pri meni parkrat na terapiji. Oni so pa že do sebe toliko, kako bi temu rekla midva, kritični do sebe, da morajo imeti take rezultate. A veš, oni grejo včasih preko zmožnosti, da dosežejo te rezultate. Samo pa se to nek pozna, ne? Pri teh rekreativcih meja normale. Oni pa vsi, a veš... Se kje bi bila ta meja normale, ne? Meja normale. To, kot je telo zmožno, ne moreš iti preko sebe, recimo. Jaz recimo, ko hodijo teti builderi, fitneseri, kot to, jaz vsakmo povem, če že telovadiš ti, daj si upremo tako, recimo, dvigovalci v teži. Kaj je najboljš za njih? Pas. Če oni hodijo v fitness, pa delajo ne vem, deadlifte, se poznaš to, Brez pasa. In vsakmo povem, zakaj ima tisko v teži dviguje, če gledaš ti olimpijske igre ali pa tako mojne. On ima pas gor. Tis pas ščiti ledveni del hrbtenice, da ne prije do kakih protuzij, izdrsov pa takih stvari, Rečejo, pa pikolina, vse veš, imaš prav. Tudi recimo fizična dela, pa to, ko so odzuni, ko delajo. Takrat, ko kaj težkega dviguješ, pa to dej si tisto gorno. Pa boš imel pol manj problemov, ker te ščiti. Veš, kakvi so to pritiski na... Enkrat sem bral ne vem, koliko je 1 kila, recimo, prevelika telesne teže, kakva je to obremenitev na hrbtenice, ne vem, 10 kila. To sem enkrat bral, pa to. Pa vaje delati za hrbtenico, ker hrbtenica je v bistvu vse. Vse izhaja iz hrbtenice. Od vratnega, prsnega, ledvenega dela, ta učivčenje, ko imamo, a veš, gre. Jaz vedno se te hecam, pa rečem, da je hrbtenica tako elektromarica, da kar je v vratu, ko imaš teh 7 vratnih, grejo živci v roke, v prste, prvi znaki, recimo so na vratni hrbtenici mravljinčenje, dobro, če so karpalni kanali, je tudi mravljinčenje, pol recimo, kar je iz prsnega torakalnega dela, gre v notranji organe, v srednji del hiše, vrat so zgornji prostori, prsni del je srednji štuk, kar je pa iz križa, gre pa v kletne prostore, to pomeni od pasa na vzdol, A veš, mravljinčenje je ta išjasni živc, pa... Tako da hrbtenica je kar treba.
Telovadi, da ojačaš, spodnji del ojačaš, a veš, te zaščiti, ker os vrtenja je med 4. in 5. ledvenim, se nam hrbtenica vrti, ne? In tam je največ obrabe, pol tudi. Ker se skozi, veš, ti se obračaš levo, desno, pa ko prija pa do težave, pa pol se veš, kaj so pol. Te operacije, hernije, pa cementiranje, pa take stvari, ne? Pa je v bistvu to, recimo, v današnji družbi, glede na to, da je veliko računalnikov, ogromno, ne? Ogromno tega. Se pravi, v bistvu je rešitev, da prav čas začneš z temi vajami, pa... Pa ne rabiš pretiravati. A veš, to, da telovadiš, da narediš nekaj, samo da ne delaš z nekimi, najboljši delati z vlastno težo, ne? A veš, če ti nisi profesionalc, nekda hočeš biti, ne vem, mister univerzuma, pa zelo pred poletjem, zelo lepo bi se veš, kaj delajo, ne, da bojo. Tisti teden lahko na plaži. Ja, fitnessi so v bistvu zelo priporočljivi, tudi pravijo, no? Fitnessi so ja, ampak, a veš, ti, ko greš recimo v fitness, ne? Ko so te, zdaj, da ne bo kjer kaj mislil, da je to kritiziranje kjerega, ampak tisti, ko je dober trener, točno ve, koliko da ti prilagodi. Jaz recimo sem se enkrat vzel enega trenerja osebnega. On je bil od mene mlajši 35 let. On je z mano delal, kot da grem na olimpijske igre. Jaz sem njemu rekel, lega, ne grem na olimpijske igre. Ti meni pokaži pravilno izvajanje, vaj. On je z mano delal, a veš, kot da grem jaz za Slovenijo na, ne vem, me je minalo vol. Razumeš? Zato, ker vse me je bolelo. Razumeš, jaz sem bil po 14 dneh ali pa po enem mesecu bolj zvokom, kot sem prej bil. Včasih kako grdo besedo rečem, ne? Zdaj se po domače pač menim, ali tak sem, ne? Tako da, a veš, tisto, ko je res šolan, ko je delo šolo, zato velike pa teh, te veš, teh tečajev, ko jim kar licenco dajo, pa so pol, ker vsi, ne vem, a veš, vsako človeško telo je drugačno. Ti moraš vsakmu telesu prilagajati vaje. Ti ne moreš imeti nekega muštra, a veš. Tvoje telo je tako, moje telo je tako, a ne. Jaz delam počepe, me ne boli, ti boš delal počepe, te boli, kaj to pomeni? Da pač mora ti zmanjšati nekaj, da ti ne trpiš zraven, ko to delaš, a ne. Tako da to je, ja. Ker recimo, ful pogosto se zgodi, da recimo tudi pri masažah, ne, recimo tudi imajo posamezniki mogoče potem težavo zaradi tega, ker jih še preveč preforsirajo, ne, tudi pri masažih je dansko isto. Pri masaži je, veš, kaj je pri masaži naredil? Jaz se prednji karkoli začnem delati, jaz se z njim pogovorim, recimo, z stranko, a ne. Če so kakve težave, kaj, imam ful rad, da če imajo kak izvid. Da imajo izvid. Jaz imam srečo v življenju, ker imam dost prijateljev iz teh kirurgija, hrbtenice, neurokirurgi, fiziatri. In jaz zmerom, kadar je dilema, za mnenje se vprašam, kaj je dobro za njega, kaj ni dobro za njega. Ne? Nikoli ne bom neki, recimo, na blef šel narediti. Najboljši je pa delati človeka, ko je zdrav. A veš, jaz vedno se pogovorim, a veš, recimo pridejo taki, ko imajo, recimo najbolj nevarna je hernija, ne? Zdrs medvetenčne ploščice ali kila, to je hernija, in da so že tako daleč, recimo, da je že živc toliko stisjen, da ima recimo mrtvo nogo, stopalo, veš, kaj to pomeni? To pomeni, da imaš nogo, pa je nimaš. Stopiš, padeš, nimaš več moči. Recimo, pol ti začne urin pa blato uhajati. Tak mu pomaga samo nož, nič druga. Vsi terapeuti, pa vsi maseri, ko govorijo, gospod, to bomo mi zrihtali, to, ja, 10krat morate priti, veš, zakaj mu to reče? Veš, ne? In jaz tega ne maram. Ne? Jaz bi dal takmo zaporno kazen, brez možnosti pomilostitve, ker sam da ljudem pa berejo denar. Lej, neki so masaže, neki je medicin, kirurgija. Veš, in tu je pol preveč tega, ko drugo niti maser. Ne more nobene diagnoze, da diagnozo postavljajo specialisti, to so zdravniki pa specialisti, ortopedi, neurokirurgi,
A veš, zato pa splošni zdravniki pošljajo pol naprej specialistom za te stvari. Ne moreš ti nekaj iti, ker, a veš, ti lahko z masažo recimo tudi narediš več škode, kot koristi. Jaz imam recimo ful probleme, recimo nosečnost, ne? Jaz imam prijatelja, ko je imel punco, ko je šla na masažo v 5. mesecu, pa je splavila. In ko pride meni noseča recimo punca, pa bi imela masažo, pa to, jaz njej lepo razložim, da mi tega ne delamo pri nas. A veš, ja, pa mi reče, ja, vete, tam pa to dela. Rečem, izvolite, ja. Lahko se ti zgodi, limfni sistem hitreje dela, vse dela, so kakšni strupi v telesu, pride do ploda in umre. Recimo, ti si se pa trudila za nositvijo, pa ne vem, a štvegala. To so resne Samo stvari. veš, to je problem zdravilišča, imajo masažo za nosečnice, pa to. Izvolite, ja. Jaz imam reči, da prideš pol, ko rodiš, koš mamica, najbolj srečna na svetu. Prid na masažo, na karkoli prej, pa tega ni. Veš, to ti hočem povedati, da ni nam pomembno, veš kaj, denar. V bistvu, kaj se pa zgodi, recimo to, ne? Se pravi, se kaj, recimo za nosečnice, je to v bistvu... Ja, limfni sistem, a veš, ti z masažo povečaš prekrvavitev. A veš, z masažo ti povečaš prekrvavitev, povečaš telesno temperaturo. Limfni sistem, to je, rečemo, limfni je kanalizacija, ko izloča strupe, pa to iz telesa. Kaj če prije to do ploda, recimo? Imam prijateljco, ne bom vse veš, da to ne smem pač govoriti. V 5. mesecu je šla, je splavila zaradi tega, tudi recimo nosečnicam, jaz, ko se pogovarjam z njimi, povem, vroča voda, vroče kopeli, to vse ti lahko sproži splava, ne? Odsvetujem to, no. Pač, a veš, povem jim, kaj je dobro, kaj ni dobro, ne? Ja, ker bi se recimo tvegaš veliko, ne? Tvegaš veliko, mislim, tudi ti kot maser, v njo ničiš lahko. Ja. A veš, če si ti v redu maser, pa v redu terapeut, boš znal pametno svetovati. Če se ti pa gre za pobrati denar, a veš, pa boš pa rekel, izvolite na mizo, ne? Ni, zato je tudi, a veš, prednik, recimo, ko maser, ko gre delati masažo ali terapijo ali kakorkoli, ti se moraš stranko pogovoriti o alergijah. A veš, dan so časi taki, ogromno je alergij. Je tak, jaz delam že 26 let z neutralnim otroškim oljem, ki je najmanj alergeno. Če ima kdo alergije, mu rečem, prines svoje olje zraven, pa boš imel ga tu pri nas shranjenega nalepko gor. Ker veš, kako se danes naredi časi. Danes za vsako napako sam iščejo, nekateri iščejo, da te pol se veš, da narediš napako, pa da lagrijo pol, da te. Imaš alergije, prinesi svoje olje. No, vse ti pravim, vedno se pač pogovorimo o alergijah, poškodbah, da veš, kje moraš biti pazljiv, ne? Recimo pri starejših je kaj? Osteoporoza. Rajš tu pri nas, ko smo mi imamo kar take masaže kot masaže. Zdaj se ti bom na šaljiv način povedal. Jaz vedno svojim strankam rečem, ko pridejo, da za božanje imajo doma partnerja, pri meni pa na masaži. Če je preveč, pač zmanjšam pritisk. Se tudi vmes vprašam, ker jaz opazujem, ko gledam, če delaš ti recimo hrbtenico premočno, kak je odziv telesa tvojega? Začneš ritnice stiskati ali pa krčiti prste na rokah. In vidim, ker eni so pa preprenosni, eni rešiočejo tam, sam da bojo, kak sem jaz močen, a veš, v bistvu pa trpi. Tako da jaz tudi vmes vprašam, je dovolj močno, je premalo, ker povejte, bomo zmanjšali. Ja, mislim, ker si imel recimo kdaj kakšne take situacije, ko si jih mogel recimo čisto na začetku, ko si začel recimo s tem, ko si se začel s temi situacijami srečevati, pa s temi izzivi, kako si recimo takrat nekako videl, da je to bolj prava pot, ko pa, ne vem, tako si prej rekel, nek denar pobrata, ker recimo vsak, ki je na začetku, ima čisto drugačen mindset, misli, da zmore, misli, da lahko, a veš, doskrat je veliko ljudi, ko ima
znanje, a ne? Veš kaj, vse sem ti tako, sem ti rekel, jaz sem se zaljubil v to delo not. Dotik. A veš, še si naštimam glasbo, tako kot je meni. Recimo, zdaj ti bom bojo, tudi 16 let, ko že delam, ne. Jaz že imam teh delfinčkov, pa tjulnčkov, glasbo, pa naravo, pa vode. Vrgla, ne. Jaz si dam ponovadi svoje slušalke noter, si dam bolj kaj takega energičnega, stranki sam povem, ker, a veš, problem pri masažah je tudi, veš kak. Stranka pride na masažo, če pride na masažo, da se sprosti pa to, ne, ima rad mir. Veliko maserjev pa če blazram. Govori in ti ne daš stranki možnost, da se sprosti, ja. A veš, ker skozi neki, a veš, jaz tudi maserjem, ko so pri meni, pa to rečem, probi biti čim bolj tih. A veš, tudi če te on nekaj vpraša, mu odgovor, pa mu reče, naj se lepo sprosti, da ga odnese v svoj svet, ti pa naredi svoje delo. Ne? In jaz si dam svojo muziko, rečem stranki, če bo premočno po nogi, me sam z roko udar, in to je to. In je pol je prav fajn. Drugače ti lahko nekaj smešnega povem, ne? Res je smešno, ko sem začel delati, ne? Pa mislim, da je bila to, ne vem, je bila to moja uradna, profesionalna kot masaža, je prišla meni ena gospa, bila je simpatična. In ponovadi, ko se slečejo, pač, če prideš na masažo celega telesa, se ponovadi slečeš do spodnice, ne? Vedno rečem za modrc, če ni nerodno, ga lahko da dol, če ni nerodno, ga lahko ima, ni problema, ne? Ker tudi, veš, pri masaži celega telesa se masira celo telo. Tudi trebuh, prsni koš, ampak pri ženskah se ne dotikaš nič. Ne? Pri moških greš čez cel prsni koš, pri ženskah pač greš okrog, ne? Ker jaz vedno pravim tiste za atija, pa za soseda, pa ne? Moraš biti profesionalna. Ne? No in ta dogodivščina se mi je naredila, prišla ena, bila je vodja enega zdravilišča, tudi nekega wellness centra, pa je čula, da ful fajn delam, ona tretja. In se mi je cela slekla. Jaz sem pozabil vse delati. Jaz sem pozabil vso svoje znanje, pa mislim, da sem 2 ure, pa masiral, kot traja 1 uro. Ampak nič, a veš, ampak... Sej, le gremo v bistvu še v te vode, ne? Marsikdo se odloči za masažo, predvsem moški, a ne, se odločijo zaradi, ne? Zadnji smo ugotavljali, da recimo DJ-ju hočeš postati zato, da si najdeš punco, ne? A res, ga? Ja, pač to je neka... To je bilo v starih časih, a veš, da so DJ-ji imeli najboljše punce. Ja, no, to, no. Poko si pa punco najdel, bo se pa nehalo rolati, ne? To je doskrat pogosto se zgodilo, ne? Kaj pa maser? Ima tudi take vzgibe, ker recimo... A veš, kak je pri masaži? Doskrat se fanti odločajo, ko so mladi, na drugačen način, ne? A veš, pri masaži je tak, pri masaži je veliko dotika, ne? Ja. In je nekega telesnega kontakta, ne? Čeprav delaš ti samo z rokami, ne? Zdaj pa, jaz imam srečo v življenju, da imam 90% ženske populacije, ne? A veš, če pa že kak moški, pa ga tudi kjermu drugemu, da ga naredi, ne? Tako zdaj, ko se iskreno pogovarjamo. Je pa to dvorezen meč. Odvisno, kak karakter si, ne? Ali se greš profesionalca, ali se greš pa neprofesionalca. Le, stranka je stranka, ti moš nekaj vedeti. Če jaz živim od tega, ne? Je to moj kruh. Ne morem se jaz zaplesti s stranko, ker če se jaz zapletem stranko, jaz od stranke pol ne morem zahtevati, rečemo temu plačilo. Ne? In to pomeni, če jaz ne dobim plačila, jaz ne morem plačati položnic, jaz ne morem otroke nahraniti. Ne? Je pa danes, ti bom povedal, danes so bolj, včasih so bolj moški lovili, pa to, veš, danes so pa ženske tiste. Jaz ti bom povedal, recimo pri meni na masažah, skozi vsakih z teh 26 let, sem imel ponud, kolikor hočeš, sam to zdaj ne pomeni, da tisti, ko nimajo punce, naj pridejo se učiti, ne. Ker če boš to delal, pa če boš, ja, lahko greš pa v drugo skrajnost, da pa izvajaš druge masaže.
A ne? A veš, se odvisno kaj... Jaz sem na eni strani zmerno neki trpina. A veš, ne? Se pravi, A veš, problem, recimo jaz pri moje partnerci, a ne? Ona mora vedeti, kak poklic imam jaz. A ne, ker med dvema partnerji, ko sta zaupanje pa mora biti. Ker, če ni zaupanja, da bo zdaj, a veš, mora biti zaupanje, pa še to, ko sem prej rekel, profesionalno. Ne? Jaz ne morem, recimo, če bi ti bil punca, pa priješ k meni, pa se celo slečeš, pa imaš recimo umetna prsa, pa usnice, pa rit. Jaz nikoli v svojem življenju nisem razlagal, ko sem prišel domov, kako, a veš, bila je recimo prijateljica od partnerce, pa me vprašala, kako telo ima, kako postavo. Ma tako, kako vsi. A veš, to mora biti, ne morem jaz zdaj prijeti, pa reči, a veš, ona ima pa, veš, kakve zize ima pa. A veš, ker ti tudi prideš na masažo z nekim zaupanjem, je tak? Ne, da boš zdaj jaz fotoaparat vzel, ko ti na mi držal tem slikom, prijatelj in kazal, pogled. Tega ni. Mislim, to je lahko pri tistih, ko niso profesionalci. Pa jih je veliko? Mislim, tak, je veliko takih? Neprofesionalcev, ne vem. In tak smisla pač, če daj kjer kdo, okej. Mislim, da bi mogli biti vsi, ne? Jaz mislim, da se vsi tega zavedajo, ne? Profesionalc, mož, to je, veš, to je tak, recimo ti jim povedal tudi stranke, ko se odločijo hoditi na masažo, tudi one ne menjajo rade maserjev. Veš, če si ti nekoga navajen, če si zadovoljen z njim, hodiš k njem. To je isto tako, recimo, ginekologi, ko so, ne? Če ti hodiš, če ženska ali pa, dobro, se ženske hodijo ginekologa, ne? Če je ona navajena nekoga, bo zadovoljna z njegovim delom, ne more bi zdaj vsakič, ko prije na kontrolo, imeti drugega ginekologa. To ne gre. Ja, ker to so take zelo intimne stvari. To so intimne stvari, ne? Ker masaža je zelo intimna prostor, ne? Je pa res, v 26 letih le marsikaj, pa ponudbe, pa jaz se velikrat kar nasmejim, ne? Ja, lej, sej, v končni fazi... Če ti je to kruh, je to kruh. Če ti je to kruh, je to čisto nekaj drugega, definitivno. Je pa recimo, ne vem, si se pa recimo skozi čas, ti je recimo kakšna smer bila ful bolj zanimiva, ne vem, kaj si večinoma delam. Kako si kruzal skozi časa, ne, na začetku pa potem kasneje. Na začetku sem delal čisto vse. Okay. Čisto vse. Jaz sem 10, ne bom zlagal, jaz sem delal od 20 do 30 masaž hrbtenice, pa ne vem, koliko celih telesa, ne. Veš, časom te pa pol jaz imam to delo rad, ampak najrajši imam pa hrbtenico. Probleme s hrbtenico, težave. Živim za to, no. Veš, cela telesa, recimo, rajš prepustim, recimo teh, ko so pri meni, ko pomagajo, ko delajo, a ne. Večinoma sem jih jaz učil, a veš, tako da v moji ekipi so res profesionalci. Cele telesa to rajš prepustim. Kar se pa hrbtenic tiče, to je pa moje področje. To imam pa... Tudi veliko sem se učil, šel sem v Rusijo se učiti. Sem 7 mesecev gor živel. Koliko te je tja zanesla? Jaz sem, ko sem Celju imel na Arena Petrol, ko smo imeli salon, je tam z nami delala ena Valentina Karlov, ona ima zdaj v Ljubljani te ruske DNAS terapije, pa, a ne. In ona je bila tam predavatelj na eni šoli in je pol me toliko navdušila, da sem šel gor, da sem naredil en tak, kako bi temu rekla, tako hitro izobraževanje. Veš, nekaj sem imel že osnove anatomije, pa tega, ker jaz sem imel enega kirurga iz celjske bolnice, ko je hodil mene učiti. A veš, on je prišel k meni na terapijo, ker je čuda full fine delamo, ne? In on meni pride pa to in no, to je tudi taka zanimiva zgodba, ne? Jaz njega dam na mizo ležati, pa ga začnem spraševati hrbtenico, ono tretjo, veš, pa se je tega gor obrnil, pa je rekel, jaz sem neurokirurg, je pa predaval na šoli medicinski tudi, a veš, operacijski not pa to. Meni kar vroče ratalo, veš, ono Švice mi je vlil, sem rekel, zdaj jaz nekaj tule hočem biti pameten, a veš, prav, veš, ono, se ustrašiš, a ne? In pol je rekel, vidim, da si ful si zagret, všeč mi je to, večkrat bom prišel k tebi, tudi ko bom tekle prosto imel, pa se bomo učili in smo se res pol učili. On je meni vse razložil,
takrat v hrbtenici. A veš, ker to se najboljš naučiš kot jeden, ko to reže, operira vsak dan, ko je prinesel modele zraven hrbtenice, ki grejo živci, recimo, pol mi je kazal, ker je videl, da sem imel probleme z očmi, je prinesel oko in mi je pokazal, recimo, a veš, ko dajo silikon not, pa se včasih pol pojavi pritisk v očeha, ne. Se jaz moram zdravile za očesni pritisk, si kapljice delam, če ga ne morejo izenačiti tega, ki ti luknjice navrtajo, veš, da ti imaš pol luknjico navrtano, se ti jo ne vidiš. V steklini, da ti zrak, da imaš pol, da nimaš pritiska. Visok pritisk uniči, se veš, visok pritisk je kriv za vse, za odpoved ledvic, a veš, visok pritisk srce, a ne za užilje, za vse. Tako da on me je veliko naučil. Jaz pa bom tudi, ti bom povedal, tudi eno zgodbo, to sem jo vedno povedal, ko sem imel takle kak intervju v to. Tudi eden je hodil k nam, prijatelj naš je bil pa, on je pa traumatolog, kirurg, ne? Zdaj tudi delal v Mariboru. Je hodil k nam, veš, ko stranke pride, vnese izvide zraven, je hodil, pa so mi izvide pol postili, ne, pa slike od magneta, ne? Pa je on hodil, pa je pregledal slike, pa mi je povedal diagnozo, kaj jim povem, kaj dela, drugo, tretje, ne? In nam nikoli pozabil, enkrat sem sedel doma, pa sem imel eno sliko. Pač dolg cajt mi je bilo, ne? Sem eno sliko gledal ene gospe, pa sem ga izklical, pa sem rekel, hej, Andrej, daj mi povej, tule gledam neki sliko, gledam tule hrbtenice, ma ne kaj. Pa mi je rekel, Marko, poslušaj ti mene. Sem rekel, kaj bo, jaz sem rekel, veš, takrat si poln znanja, veš, takrat misliš, da si najbolj pameten na svetu, veš, kaj eno šolo narediš, pa misliš, zdaj pa ni bolj pametnega od mene, ne. Je rekel, lej, to niso kuhinjski recepti, a ne. Je rekel, glej, jaz tu znam svečko na avto zamenjati, pa še nisem avtomehanik. To ga nam nikoli življenjega nam pozavlja, veš, tak mi je dal uno. Da se individuum, ne? Ja, marč nisi tak pameten, veš. Po sem se poučil, po sem pa bral knjige, veliko sem se naučil, no. Ampak, veš, to še vedno se učiš. Kak je šla pa pot v Rusijo? Kak je to zgledalo? Rusijo, kako je to zgledala pot, lej, gor na šoli sem se prijavil, tam je še Valentina pol pomagala, ne, veze izkoristil, sedel sem se na letalo, šel sem, veš, je to veliko mesto Moskva, Moskva ima 23 milijonov prebivalcev, je takrat imela, to je bilo leta 2007, z okoliškimi kraji, ne. To je mravlišče, lej. Veš, kaj je najbolj žalostno? Nimajo nobenega sočutja, da so ljudi. To, ko vidiš ti, recimo, v Moskvi, v podzemni železnici, teh beračov, bolanih ljudi, ampak to, kar leži po tleh, veš, tak, ni, a veš, ni bilo, jaz ti veš, kak človek snes, a ne ti veš, da se jaz ko smejim, zabavam, pa tam. Jaz, ko sem se z metrojem furil, tam je bilo vse mrko. Nobenega veselja, bledi obrazi. In potem sem pač tam enega vprašal, sem rekel, tu se noben ne smeji. Ne? Je rekel še, da jih je še, pač to je zdaj od tega, 19 let, ne? Da jih je še zmerno strah tistih notranjih služb, pa veš, da so poslušali, če kjer kaj kritizira, ne vem, jih je bilo strah, ker so jih pol dol Sibirija, pa to, drugače jaz sem se po fajn sem se imel, bilo je naporno, le, ampak kaj si pa vas je naučil tam, recimo? Kiropraktiko sem gor, ja. To mi je bil cilj, veš, ker sem se ful pol še učil, ne. Ko sem šel v Italijo delati eno masažo z temi vročimi mošnički, pa... Pa kdo zgleda? To je, a veš, kaj jaz temu pravim, veliko stvari takih sem se naučil, ker si pač željen znanja, da se učiš še drugih masaž, ampak najboljša masaža od vseh ti bom povedal, je kakšna terapevtska ali pa ta klasična švedska masaža, ne. Vse je lej, pri meni v salonu, po 26 letih, lej, pri meni ni masaž čokolado, masaž z medom. Veš zakaj, ne? Hočeš se pač, bil sem na masaži s čokolado, ni problema, lej. Da bom vzel olje otroško, pa bom dal eno žlico notele, pa te bom namazal, da še rekel, pa ti bom vzel, ne vem, veš, kakve imajo cene terme, 60, 70, 80 evrov. Ni pa učinka, ne vem ga, zato ko imaš ti čokolado, gare, ne. Ne.
In tega pri meni ni. Pri meni so masaže, terapevtske masaže. To je to. A ne? Aha, ja, bomo naredila Pa je pauzo. sve to lahko, ne morem zdaj, ko nismo. Lahko grem na- Ja, veš da. Bomo naredila pauzo. Se verjetno tega ne bom dal not, ne? To je edina slaba stvar v življenju, ko imam rad si pržgem čik. To, a veš, ampak ne skadim veliko, ampak uživam ob. In zdaj sem bral pa raziskav, koliko je recimo nikotin zdrav za telo. A ti veš, ti bom povedal, a to že kaj gre, Mislim, mi vas ko snemamo, tako da Okej. zdaj ne vem, kje bom dal noter, lahko da bom dal že tu. Okay. A veš, ti bom povedal, korona, ko je bila, ne? Jaz sem, se veš, pri koroni je najbolj žalostno to, da je razdelila ljudi, da so se ljudje na smrt krigali med sabo, pa se tepli, pa, a veš, tretje. Jaz sem vedno tako rekel, mi ko smo bili mladi, po bajtah so hodili cepiti, neben se ni bunil. Moreš nekaj zaupati medicini, a veš, pa ko pravijo, pa jaz nimam proti nebenemu, tisto, ko se hoče, se naj cepi, tisto, ko se noče, vsak nadela, kar mu paše. Je to pravica vsakega. Zdaj pa, če si se ti cepil, ne pomeni, da si pa zdaj ti slab, zdaj si pa ti ne vem kaj. Si se pač cepil, si se odločil tak, prevzel si odgovornost, ti pa, ko si nisi cepil, si pa tudi prevzel odgovornost, a ne? In a veš, tehnologija danes, razvoj zdravil pa tega, a veš, včasih ni bilo takih inštrumentov pa naprav, ko so to delale analize, pa se veš, zdaj ne vem za koliko let nazaj DNK najdejo pa morilce, ko prej niso sanjali o tem. Moraš malo tem zaupati, da, a veš, vse testirajo, vidijo, ampak jaz še vedno pravim, nekaj je bilo, nekaj je moglo biti. A veš, jaz sem vedno rekel, niso znali prav predstaviti. A veš, preveč so strašili ljudi. Če bi oni to na lep način razložili, da to je pač nek virus, da se zaščitimo, a veš, tako so pa kar morate, a veš, vse da ima roko na srce, 60% se jih je cepilo zaradi tega, da so lahko hodili okrog. A je tak? Mislim, to je toliko veliko razdeljenih mnenj glede tega, da jaz mislim, da ne morajo vsi skupaj stopiti pa se zmeniti. Jaz ti bom povedal, pri meni je bil pulmolog na terapiji. Pa sem jaz njemu rekel, da je Tomaž, daj mi ti po resnici povej, kaj je s tem? Sem rekel, s kjerimo se naj cepim, veš, ko so govorili pol, uno je bilo to, uno to, ne. Je rekel, ti tako už prvega lovu. Sem rekel, prijatelj si mi. On se je 3-krat cepil, jaz sem se tudi 3-krat pol cepil, ampak jaz sem se zaradi sladkorne, veš, največji hec je bil takrat, ko je korona ven udarila, ne. Vsi v moji družini, vsi so se za mene bali, veš, kronični bolnik, sladkorna bolezen, tretje, vsi okrog mene so bili bolani, jaz pa nič. Vsi od sina, foter je bil ful bogi, edino jaz pa mama moja, 0 manj kri, in potem sem bral neke raziskave, kao, da 0 je bila najbolj odporna proti tem. Zanimivo. Za to korono. Jaz sem šel pa, a veš, ker sem pač samostojni podjetnik, sem šel kri dati, ker si pol od zdravnika dobil, da se ti pol leta ni bilo treba testirati, ker eni so se mogli pol enkrat na teden, jaz sem že pozabil, kak je to bilo. In mi je pokazalo, da sem prebolel korono. Jaz sem imel von, okus vse, jaz mene nič nisem pa s njo prebolel. Zanimivo, kak je. A veš, in tu smo si različni. En je bolj dozeten za to, en je pač to. In isto je to, a veš, pri masažah, eno pa še rahlo, eno pa še močno. Eno pa še, meni je recimo, zdaj bom mogoče malo to čudno, meni je smešno, ko gledam, ne bom rekel, kerga, delajo evropsko tekmovanje v masažah. Kako boš ti ocenil? Kakva je komisija? Ne vem, tvoj. Zdaj, če to po tehniki, tehniko bi lahko ceno, ne? Da dobiš ti, poslušaj, veš, kak je ti te povedal, ko si rekel tehnika, ne? Tehniko se lahko vsak nauči. Ne moreš se pa globine. Feelinga. Pri masaži je pa najbolj važen feeling. Globino, koliko ti greš, to se ne da naučiti. Tehniko se lahko ti vse naučiš.
Je res. To je isto le kot inštrument, recimo. Le. Ti se lahko naučiš igrati, kako boš pa ti feeling, kako boš pa ti noter padal, ko boš igral. Če se boš ti zlil z inštrumentom ali pa, to je isto kot prva z DJ, ko ste, le. A veš, a znaš ti ritem, pa drug ritem, ko bo šel skupaj s tem skupaj, a veš, da se to zlije v eno noro simfonijo, je pol to. A veš, to je isto je pri masažah, a veš, jaz ko padem v masažo noter, le, jaz se zlijem zraven. A veš, ne moreš pa tega se naučiti. Kako pa zgleda pol to prvenstvo, me zanima zdaj. Tam hodijo, tam pridejo, tam je komisija, ki ocenjuje tehnike, kako ne delajo. Ne? Poleg tam gledaš, ko se zvijajo neki, tako tai chi, pa, a veš, ampak ti ne moreš oceniti kvaliteto masaže, ko gledaš, pa rečeš, ti si pa najboljši v Evropi. Ima pa 2 stranki, recimo. Šel je pa na tekmovanje. Razumeš, eden bo pa neki, pa bojo rekli, to je lepa noro. A veš, to je ne moreš. Da bo zaradi tega, da bo zdaj več strank. Moja masaža všeč, enemu pa ni. Moj bolj všeč tvoja. Veš, to je ocenjevati, koliko kdo masira. Kako je pa recimo to, kako se pa stranka naveže na terapeuta, ne, v tem primeru, ne? Če je zadovoljna, če je zadovoljna, jo imaš, težko je pol, jaz bom tako povedal, jaz sem to delal zaljubljen. A veš, jaz delam to z ljubeznijo, jaz delam to z užitkom, jaz delam to s feelingom. In tisto, ko gre za mano delati, ima težko nalogo. To je tako, recimo, kuhar. Ko te bo eden kuhar skuhal top, bo težko drug kuhar. Standarde postaviš, ne? Jaz sem pač postavil, a veš, jaz imam stranke, ko so šle po drugam, pa vedno rečejo, Marko, to ni to. A veš, ko vsak rečem, pejte še drugam probat. To boste videli, kak je. A ne le 26 let. Če sem 26 let na tržišču, pa delam, to je za mene neka potrditev. Je takle, če ne, veš, vse pa te ni. Vse v življenju, če se z nečemu posvetiš, ne? Jaz sem dal življenje, jaz sem to, rad imam to delal, rad pomagam. Največja nagrada za mene je, ko me pol pokličejo, pa rečejo, Marko, pomagali, ne? Jaz imam tam noter, da ti pokažem, kaj vse mi govorijo, da sem čarovnik in da sem, zadnji so me, vse to boš tudi čul. Zadnji so me klicali iz urgence, da sem šel zdravnico reševati. Specialistko, ker je v križu zagrabilo, da sem je šel. Vse, kako je pa recimo to, ne? Urgentno reševanje, ne? Je v bistvu smiselno, da greš čim prej. Čim prej, najboljše, ko začutiš, a ne? A veš, najboljše, ko se začneš čutiti, recimo, ponovadi se recimo ta vnetje živce, pa to začne z pekočo bolečino, pa začne sevati čez ritnice dole, ne? Ker tam ta izhjadi, ko z živc poteka, a veš, gre čez ritnico, pa gre čist do palca na noge, a ne? A ne? Takrat je najbolj začeta, ne? Jaz imam pač svojo terapijo za to, a ne? In do zdaj je bila moja terapija uspešna. V 26 letih, a ne? Imam pa pol tudi, a veš, par, so zdravniki pa zdravnice, veliko od teh je že v penziji, ko so moje delo pluvali, pa jaz vem zakaj, a ne? A veš, ko je stranka prišla pa povedala, da je Marko pomagal, pa je bila njen pacient, ona je filala s tabletami, a ne, jaz ni pa pomagal z rokami. A veš, že in pol to ni. Velikrat je Marko. Kako pa to čuješ, ne? Jaz se temu nasmejim, a veš, jaz se temu nasmejim. Ker recimo, če takle pogledamo, a ne, zdravstvo je v bistvu eden največjih poslov, ne? Če takle pogledamo, ne. Če bi bil res interes, mislim, so določene stvari, ki res pomagajo, ki res dejansko se rešujejo stvari. Sluši, uradna medicina pa, veš, tudi masaža je uradna medicina, to je uradno. Premalo sodelujejo. Pa recimo, a veš, zdaj, ko poslušaš tole politiko, pa čakalne vrste, pa ono pa tretje.
pa zdravilišča, pa sem na fizioterapiji na vrsti čez pol leta, pa, a veš, tu so v zadnji, bom tako povedal, tako je res, ne, zavarovalnica, veš, zavarovalnica da, ne vem, enemu zdravilišču določeno število pik v enem letu, ko jim zavarovalnica plača in v tem letu lahko to pik izkoristijo. A veš, ne morejo iti preko pik, če pol oni, a veš, oni pa živijo od tega, ne se veš, imajo zaposlene, imajo te in če grejo čez te pike, ne morejo, pol naročujejo za vnaprej, to pik, ko dobijo, ne. Če bi pa recimo tudi za masaže pa to dala vsem država, a veš, pač določeno število pik, nikjer ni bi bilo za te terapije, za fizioterapijo, pa masaže, pa to čakalnih vrst. A veš, ker bi vsi lahko delali. Tak pa dobijo, ne vem, koncesijo, dobi eno v Velenju, ima gužvo, zdravilišče ima gužvo in sploh se kaj delajo. A veš, ker ljudje smo še pa zmerom tak naredi, a veš, večina, no, je večina tak naredil, rajš čakam pol leta, ko pa da dam kak evro za sebe. Ni mi problem dati za gume za avto, ni mi problem dati za frizerja ali pa za, ne vem, alkohol, za sebe, pa to pa ne bom, to mi je pa škoda. A veš, ker bi glih v sebe mogel vlagati. Razumem, če se ti fajn počutil, ker če se ti fajn počutil, pa tudi tvoja produktivnost večja. Veš, in tu imam jaz recimo v Velenju, imam jaz to... Samo bolj v mikrofon boš mogel več. Aha, tu v Velenju imam jaz z vsemi firmami pokrite to, veš, jih firme pošiljajo meni. Od premogovnika imajo pri meni popuste, do ESOTEH-a, do Gorenja, Komunale, vse. A veš, ker kaj se dogaja? Manje bolniških izostankov zaradi bolečin. A veš, dajo en mali delež svojim zaposlenim, skrbijo za njih in je večja produktivnost. Ja, se recimo glih to, ne, se pravi, če ti prepozno odreagiraš, prepozno greš, ali pa če te sistem ne spusti, večje so težave. A veš, to je tako, recimo poplava, ali pa ne vem, poplavo, ko imaš doma. Če ti ne začneš takoj rešvati, se širi po stanovanju, ti je tak, če ne zapreš vode. Tako je pa isto, to se bolečina, pa, a veš, ker veliko lahko ti sam narediš, s tem, ko smo se prej pogovarjali, z vajami, z telovadbo, s pravimi vajami za hrbtenico, ležišče recimo, a veš, da ti imaš kvalitetno ležišče, da fajn spiš, ker ti se veš, koliko 1/3 življenja, ali koliko prespiš. In ti, ko spiš, moraš imeti kvalitetno spanje, da zjutraj, ko se vstaneš, da te ne boli bolj, pa ko si šel spat. Jaz vedno pravim, za hrbtenico je fajn trd jogija, ne. Tisko ima težave s hrbtenico, da ima trdo ležišče. Ne, ker recimo tu so zadnji posel, in zaradi tega se ti pol v bistvu vse te stvari se ti pol zamikajo, ne. In takoj, ko se ti zamakne, ne, imam v bistvu prijatelja, ko je imel v bistvu težavo z ramenskim obročem, ker se mu je mišica strgala, ne. In mislim, da zelo 2 leti pa pol pa še kar ni okej, ne. Ja, odvisno, koliko se mu je zarasla, veš, to se ponovadi ta manšeta natrga, a veš, ali pa ta mišica odmikovalka in pol del, ko čakajo, slab se zaceli in pol je, a veš. No in njemu se je v bistvu to zgodilo, da na operacijo prišel po 8 mesecih nekaj tazga. Narobe, so mogli še enkrat ga pol... Ne vem, mislim, da niso, ampak je imel pa ful težave, no. Mislim pač roke, mislim, zdaj je že vedno boljš, no, ampak pogledaš premico 2 leti, a ne, 2 leti pa pol, a ne. Predolga doba. Predolga doba je. Je to sploh možno, da bi dansko lahko človeka pozdravil takoj v, ne vem, recimo, če si profesionalni športnik. Vse rabi svoj časa, veš. Vse, največ pri teh poškodbah je počitek. A veš. Največ je počitek, pa medicina, normalno, a veš, sam čakalne vrste so tu problem. To je problem, a veš, ti moraš dati da se zato pa obstajajo te magneti, pa CT-ji, pa te stvari, da oni vidijo, kaj se je naredilo. In ko se to vidijo, veš, ti tudi na magnet čakaš dolgo. Ne, razen, če si samo plačnika, ne. Da se hite zir, ampak, a veš, vse rabi, pa recimo strgana tetiva, to rabi vse svoj čas, ne. To na laser pol operirajo, pa pol, a veš, rehabilitacija, pa, a veš, ti moraš počas, da priješ nazaj. Ja, samo je recimo težava tudi, ne, ker se ti pol druge mišice prilagodijo, ne. In pa moraš pa še one ostale reševati. Seveda. To je bistvo, ne. Ker če bi... To je vse povezano med sabo, veš. Ko se ti nekaj naredi, jaz vem, recimo takrat, ko sem imel težave s prsti, pikno sem šepat začel. In potem se mi je ta mišica skrajšala
odmikovalka, ne, in pol rabiš čas, da jo stelovadbo je mož pol nazaj raztegnati, ne, se mišice se, a veš, mišice pravijo, da ima spomina, ne. Ampak rabi pa vse svoj čas na hiter, ne gre nič, le. Da veš, ti vse, kar je na hiter naredil, traje nekaj časa, poje pa lahko še slabša, ne. Vse rabi svoj čas, no, rehabilitacijo, pa terapijo, veš, kak je danes vse obstaja, ampak jaz vedno pravim, pametne terapije, ne ker neki, a veš, ker tudi tukaj, ko dajo napotnice za terapije, poje bi božle, bi dali ene druge stvari malo več, pa eno dajo stran, ko recimo ni primerno, ampak pač, ker to plača zavarovalnica, dajo pač to, a ne. Spravi, v bistvu za razvezane. Ja, reč, da bi dali 2 terapiji, malo bolj daljše, a veš, več terapij, ko pa da dajo, ne vem, 3 ali pa 4, pa ni bolj takega učinka, ko bi bilo pri onih 2, a ne. To jaz govorim iz svojih 26-letnih izkušnj, ne. Ja, ker tu na koncu zavarovalnica ima to pomoč, ne. Oni imajo to moč, ne. Pa misliš, da lahko dejansko tudi, kako pa to na vas vpliva? Recimo tako, ko ste, recimo pač... Ja, moraš vedeti, da več, daljše, ko se čakalne vrste tam na državne stroške... Boljše za vas, ne? Več mi delamo, ne. Ne. Ja, se je... Žal, ampak tako je, a veš. Razen tisti, ko pač čakajo, ne. Jer, a veš, zdaj mu povem, pri mojih terapijah, ne. Jaz sem pač tak človek, ko stranka pride, ko ima težave, pa tiste pa tretja, jaz vedno povem, le, naredimo terapijo, vidimo, kak je učinek. A veš, če bo po prvi terapiji že v redu, a veš, ko mi rečejo, a še pridem 5, 6, zdaj rečem, zakaj denar, reš, pelte punco ženo na potovanje, a veš, jaz ne delam tako, da vam rekel, imam zdaj 10 terapij naredila, pa vas bom rešil. Razumeš? Dajmo narediti 1, 2, da vidimo, kak je, pa če je v redu, zakaj. Prijete pol takrat, ko boste spet začutite, a ne, takoj, ko začutite, ni tizga, ker se obadva vema, no, 10 terapij, ali pa 15, ali pa 20, se veš, kaj vidiš, že je pod stranke, a ne, ni moj način dela taka, no. Pač dam jim še pol kak na svet, kaka telovadba, kaka vaja, a ne, kaj bi še bilo fajn narediti, a ne. Tudi velikrat povem, da bi bilo fajn, da gre na kako slikanje, da se točno vidi, kaj je, ne, pa da lahko jaz pomagam, da dam tem, ko imam zunanje strokovnjake, ko se s tem ukvarjajo, mi povejo, le, to pa to je v redu, to pa to ne, a veš. Tako da. Ja, v bistvu se to je... Tek bi moglo biti vse posod, a veš, v bistvu bolj zaupaš, ne? Ja, pa veš, tudi pri meni, recimo, le, pri meni, ko pridejo k meni, jaz imam tak domače, prijateljsko. A veš, nimam jaz neko, a veš, tako da priješ, bolan sem, tu sem, neki sem bolan. A veš, ti, ko spršek menile, smeh, pozitiva, vsi dobre volje, da se počutiš res kot doma. A veš, tudi, jaz to vidim pri otrocih. A veš, jaz jim to razložim, oni so pol, ati še gremo, ko je fajn, a veš, a ne. Tako da, ker jaz vedno rečem, recimo poslovni pontona, ne, vikanje pa to, jaz vsake svoje stranke rečem, ne mene vikati. Jaz sem Marko, to veš, tudi, ko si me po telefonu prvič slišal, sem dobil gospoda. Se veš, kaj sem ti rekel, da jaz nisem gospod, ne, da jaz sem Marko. A sem dobil gospoda, ne, dobil si Marko ta, lahko pomagam, prite ma pogledala, a veš, in je tudi, terapija je bolj uspešna, če si ti sproščen. Ker če ti prideš v možganih zmisel, da si bolan, boš res bolel neki. A ne? Ja, ker to fest vpliva, ne? Računalnik. Tvoji možgani so računalnik, le. Se kako recimo z športniki delaš, ne? Se pravi, ko kakšna poškodba nastane ali pa kaj tazga, v bistvu imaš kakšne posebne, ne vem, kako se lotiš tega, no? Odvisno kakšna je poškodba, ne? Vse vrste, ali? Vse vrste, kar je, le, drugače pa jaz vedno pol rečem, le, da je treba iti na zdravniku, naredijo slikanje, pa se naslovi slika, kakšna je poškodba pol, a ne? Kako se pol to dela, ne? Ampak vedno pa pol povem, le, počitek, a veš, vsi bi radi kar takoj. A veš, če je nekaj natrgano, a ne?
ne moreš to takoj, to rabi svoj čas, da se to, veš, da se telo po noči regenerira, ko ti spiš, takrat se celi pa. Jaz znam pač jaz sem čul za eno fajno to aminokislino, ko jo bodybuilderi, ker veš, mišice takrat raste, ko se trgajo, pa ko se celijo, je zmerno debelejša. In oni uživajo zraven tale glutamin pa BCA, ki to so aminokisline, ki pripomorejo k celjenju, pa še kak arginin zraven, ko razširi žilce, pa da pol hitreje se kaj zaceli. Ampak, veš, vse pa rabi svoj čas. Vse rabi svoj čas, tistega hitrega. Človeško telo isto, ko pred, ne vem, 500 let nazaj, ko sta bila Adam pa Eva, pa ko so bili oni. Isto je, isto. Nič se niso zdaj drugačna kolena, drugačne dobre. Pustimo razvoj človeka, ko je vse 4 šel na 2 noge. Ampak isti smo, isto imamo kolena. Nič nimamo viška organov, veš. Ja, ker imam v bistvu v osnovi si v bistvu sam razvoj dela še ne, se pravi, koliko si v bistvu fizično bolj močna. Koliko si, recimo, koliko delaš na sebi, se ti pozna, kaj uživaš, to, ko smo že prej govorila, ne? Kaj ješ, to vpliva na vse, ne? Ja, cool. V bistvu meni je bil cool pogovor, no. Je bilo všeč? Mislim, meni je bilo cool. Nekaj smo kar... Nekaj malega. Vse je bilo vredo. Čist dost, le. Čist dost, ne. Tako da v bistvu res hvala ti za tvoj čas. Če boš če ti v dolg čas, če naš imel kjerga. Ja, tako. Ne, res hvala ti za tole. No. Enako. Velik uspešnih upam, trudim se. Da boš veliko trudim ljudem se, pa pomagal. ekipa moja, ne. Nekaj leče ziher, no. To bi te pa še vprašal, ne? Kako pa v bistvu pol z ekipo to rešuješ? No? Se lahko še tole mogoče obdelamo, no? Kako v bistvu z masažami v bistvu ekipo širiš? Ekipo širim... Pa kako izbereš pol na koncu, v bistvu tistega, ki je ta pravi, ne? Veš, kako jaz izberem jih? Jaz delam teče vse, veš, da delam časih sem bolj intenzivno, zdaj še tako bolj individualno. Tisto, vidim, da je dober potencial, mu ponudim, ne? Mu ponudim, najrejš manj, če ima da ima svoj SP, pa to veš, ker ti, ko v začetka odpreš SP, imaš neke ugodnosti. Ker danes nekoga v redno službo vzeti, imam en par slabih izkušenj, a veš... Kot na primer? Bolniški, a veš, ga vzameš v službo, narediš uslugo, pa gre polo bolniško in, a veš, je, ne vem, 20 dni, 25 dni bolniški, pa zadnje 3 dni pride, pa gre spet v bolniško, vse pa pol pade na, veš, mi, samostojni podjetniki, nismo zaščiteni nič. A veš, tebe lahko eden, recimo, uniči. A veš, ti si dolžen vse skrbeti, le, tudi zdaj, ko se takle pogovarjamo, pa tole, le, tale božičnica, pa tole, ko je bila, a veš, le, mi nismo neki veliki, razumeš, ampak, a veš, je borba in si kar, kot samostojni podjetnik, hočeš nočeš si biti prisiljen dati, recimo božičnico. Sej, pri meni imajo v redu urne postavke, imajo tako nimajo nikjer. A veš, ampak tako je neki, zdaj si pa obvezen. Sej ni problema, če mi delamo milijone. A veš, kaj pa tisti, ko ne? Zdaj ti jim povedal, jaz če grem na banko, a ne? Jaz rečem, če dobim 2 evre kredita, meni se smijo. A veš, mi samostojni podjetniki smo... A veš, to je nič, zdaj smo malo politiko zaljubil. Mislim, pa sej to je del... A veš, noben gospodarstvo ne vpraša, a zmorejo? Jaz sem se vprašal, zakaj pa recimo nam samostojnim podjetnikom, ko delamo vsak mesec te prispevke, zakaj nam konec leta država ne reče, letos pa država vam da božičnico. Celo leto ste pridno plačevali, zaposleni so imeli vse, enkrat niste zamujali s prispevki, s plačami, zdaj vas bomo mi konec leta nagradili. Ne. Še jo dali vas bomo dobil vas. Ja, ti si dolžen. Ni narobe, ampak dobro bi bilo pa vprašati za mnenje, kaj mislite? A bi to postopoma, ne vem, ali pa, da je to, ko lahko daš. To je, tako bi jaz tebi zdaj rekel, ne vem, jutri moraš pa to narediti.
Hočeš, nočeš, boš pač propadlo. Ja, se kot dansko, v bistvu bil kar šok, ne? Šok je bil, recimo jaz ko imam stranke, ko ima, ne vem, jih 50, 60 ali pa, ne vem, v službi, to je prišlo iz danes na jutri, moram dati. A veš, mi je pripravljen denar za investicije v nove stroje, evo, ne bom mogel nič novega kupiti, nove tehnologije, ker je pač mogel, le za ljudi je to super, plače so premale pri nas, vse posod. A veš, za dostojno življenje, veš. Jaz sem vedno rekel, gled, ti, ko greš v penzijo, ko si star, ti moraš imeti pokojnino tako, da šlah dostojno zaključil svojo pot tu, da imaš za dom, da si le dom plačaš, ne da še moraš otroke s tem obremenjevati. A veš, pa ti, ko si star, se ti nimaš takih potreb, ti ne zapravljaš denar, tako si mlad, za oblačila, ne vem, vsak mesec nove čevlje, a razumeš, ti ne ješ tako je najstnik. A veš, ti nimaš takih potreb, a razumeš. To tudi naučiš se, ne, pa veš. Naučiš se, veš, in ne moreš pa ti človeku, ne vem, ko je delo 40 let, recimo, da jim bojo, da ima ena socialni večja socialka, ko ima un pokojnino za 40 let delovne dobe. Tega. Recimo, poznam en primer, imam pač sorodnika, ko dela v Luki Koper, a ne? Ja. In doplačuje se mu do minimalne plače, pa dobiva zelo lepo plačilo. Sam In pikoli. država ima očitno v določenih primerih, ne vem, tako zgleda, kot da bi imela država interesa, ne? Da dejansko da je čim več takih Da je revež primerov. čim več. Ja, ne, ker v bistvu pa se to na drugi strani se pozna pri pokojnini, ne? Zdaj, ker na dolgi rok se pri pokojnini ne bo treba toliko veliko izplačevati, ne? In tako naprej, ne? In Ja, tudi veš, zadnji zmerom neka matematika, ne? In je ogromno podjetij, ko recimo doplačuje predvsem te, ko so nizka dodana vrednost, ne, delovnih mest, ne? Ko doplačuje do minimalne plače, ne? In država zadnji zmerom kalkulira, pa na koncu očitno, ne? Samo ni žalostno. Ja, v bistvu v takem A ni sistemu lepo? živimo, ne? Jaz sem se vedno zabaval, da jaz, če sem star, pa veš kaj, da ne umel za dom, da grem. Grem banko uropat. Res ti povem. Grem noter sprašalo, a me dobijo ali me dobijo? Če me ne dobijo, bom imel denar, če me dobijo, bom pa imel kaj. Družbo v zaporu, zdravstveno skrbo, pa 3 tople obroke. Ja. Ja. Dej logično poštediri. Kaj ti bi manjkalo, recimo, ko si star 80 let, te dajo v čuzo? A ti bo frilo, kaj poslušal boš zgodbe zapornikov? A je tako, a boš imel zajest? A boš imel zajest v zaporu? Imajo obroke v zaporu? Ja, vse imajo, ne? Imajo obroke, pa še, kaj še? Narodune penzije slabe ti bo vstal. Družbo boš imel, pa medicinsko skrbo imajo v zaporih. Isto ko, a veš, Dobro, verjetno si nobed ne bi želel tega, ne? gleda, ko so star mi bači se en lega, boško pa da sem. V bistvu družbo imaš takoj, ne? To je res, ne? Tako imaš družbo, dok se ti nile. A veš, Greš iz enega doma v drug dom. pa denar ti ostane. Pa otroki ni treba doplačevati. Tisto šteka mi bo že prinesel enkrat na mesec, da imam za čikati. Cenega pride ena šteka, ko pa, ne vem, 400-500 evrov Ja, da si že doplačila. skalkuliral, zdaj že veš, ali? V bistvu živimo v enem takem sistemu, ko je kakršen je, ne? Zdaj ga razumeš ali ga Čeprav pa ne ti bom razumeš, povedal, ne? Mi imamo ful lepo V bistvu državo. imamo ful lepo, no. Mi imamo lepo, a veš, ko smo se o zdravstvu pa to pogovarjala, ne? Mi imamo prepoceni zdravstvo. Veš ti koliko je recimo v tujini, koliko stane. Jaz sem zdaj, ko sem bil v New Yorku. Tam je, ne vem, da si prvi zlomiš na roki, to je par tavžent dolarjev. Zdaj pa, če jih nimaš. Pri nas imaš vse, operacije oči tako, ko si ne smel. V Ameriki prodaš hišo lahko. Vprašanje, če imaš dost. Tu imaš pa vse na račun. Dobro, sej bi si res želeli živeti v takem, ne, sistemu, ko je Amerika, ne? Jaz ne bi živel v takem sistemu. No, saj to ne. Bi pa, sistem bi imel tak, zato ko si bolj svoboden. A veš, bolj si svoboden, a veš, inštitucije te pustijo pri miru. A veš, ti pomagajo, da nekaj ustvarjaš. A veš, pri nas je pa, jaz ti bom eno, kar tako, mimo idočo, tako ti jim povedal. Imel sem inšpektorja tržnega. Je prišel,
ti veš, da sem jaz una stara šola, da jaz računalnik uporabljam, da grem v Google, da grem na Bauho, da grem pogledat, kjer kaj prodaja, pa kdaj na une strani za odrasle, to je to, kar znam pa avtonet. Oni pridejo pa gledati, da veš, ko imam blagajno, jaz sem si še blagajno tako dal narediti, da stisnem z miško masaža hrbta, količina 1, gotovina. To je to, ker kartic nimamo. Ne? Pa vsakmo napišem račun. Res, dam državi neki, se veš, jaz vedno rečem, šolanje je brezplačno, tretja država mora nek pobrati, da lahko. Ne? In je prišel in je rekel, a vete, vi ste pa za pohvaliti, je rekel. Sem rekel, kako lepo. Ne bed na črno, ali je pogodbeno, ali je prek študenta, ali ima svoje SP. Je rekel, ampak, a vete, ker sem tukaj bil, jaz vam moram eno kazen napisati. Ja. Jaz sem rekel, če ste rekli, da je vse v redu. Je rekel, ja, ampak tu sem bil. In mi je napisal 40 € kazni, ker na internet strani nisem imel napisano, da spori z strankami rešuje sodišče v Celju. In sem dobil en teden časa, ker veš, ti dajo pol svoj mail v zapisniku, da pošleš, da imaš popravljeno to stran. Noro. To je bil tržna. Sanitarna je full uredov, ti imamo vse porihtano, tako mora biti. Ampak veš, ko se trudiš, pa recimo poslušaš tam, enim pa milijone odpisuje, enim pa, to so že tak bogi bajtov zamejo. Veš, tu ni pravica. Ja. Mislim, eno pravilo je, ne, da če ukradeš milijon, ne, ziher ga razdeliš med 20 ali pa 30 ljudi, ne, kar pomeni, ima 20 ljudi več koristi. Ne. Če pa vzameš Jurja, ne, si ga pa sam ti vzel. Ne. Ja. To je tako uno. Tako da, veš, ne, nisi, pa tudi Jurja ne moreš razdeliti na 10 ljudi, ne, ko pa ne ni dovolj zadovoljen. Ja, to je res. Gledanje, en vid se učil takle, kaj je že bilo, kak so družine naredite, če greš banko ropat, ali kaj je že, ti rata, je to naše, če te pa dobijo, kurva, so to ti bil. Nekaj takega je bilo. Ne, se je dosti heca, ampak je to dosti včasih resnica. Resnica je velika. Važi. Tako da, hvala ti.